V naslednjem videu si bomo pogledali, kako v naše gostovanje dodamo dodatno domeno, oziroma kako v našo domeno dodamo recimo poddomeno. Če bi želeli na primer odpreti eno testno stran, ne bi želeli uporabljati specifično nove domene, recimo test.novadomena.si. Skratka, prva stvar, ki jo moram nastaviti, je, da v mojih servisnih straneh spremenim imenske strežnike. Kaj to pomeni? Vsaka domena ima v bistvu kot status aktivne domene podatke lastnika, se pravi vas, oziroma če ste si obkljukali DNS zaščito, pač stvari pišejo malenkost drugače, in pa DNS strežnike. Gre za tako imenovane imenske strežnike, domain name server. In vse, kar ta zapis v bistvu deluje, je to, da kaže, ta domena je na unem pa unem računalniku tam nekje na svetu. Se pravi, prva stvar, ki jo moramo narediti, da dodamo našo domeno noter, je, da ima ta domena enake imenske strežnike, kakor tista naša domena, ki jo že imamo aktivno. Zdaj, jaz bom seveda govoril na pamet za hostko, ampak pač za vsa ostala gostovanja je stvar enaka. In sicer zdaj sem v mojih servisnih straneh, kjer imam znotraj mojega naročniškega razmerja pač tudi vse registrirane domene, ki jih imam. In šel bom tukaj v nastavitve moje domene in pa potem sprememba imenskih strežnikov. Se pravi, bil sem tukaj, domene in pa moje domene, izbral mojo domeno in pa tukaj sprememba imenskih strežnikov. In tukaj, če nimaš nastavljeno privzetih strežnikov, si jih lahko nastavimo takole, da preprosto tukaj uporabi svoje imenske strežnike in napišemo tele tri, se pravi ns1.dnserv, ns2 in pa ns3, in pa potem spremeni imenske strežnike. Zdaj, ena stvar, ki jo morate vedeti, je, da se pri osvežitvah imenskih strežnikov malo čaka. Kaj to pomeni? Zelo točno za .si domene. To pomeni, da se bodo stvari osveževale na vsako liho uro. Se pravi, če ste 5 minut čez 11 to stvar spremenili, boste mogli čakati 2 uri, oziroma 1 uro 55 minut, če smo točni, da se stvar osveži. Medtem ko na vseh ostalih je to tehnično nekaj, kar se sicer zgodi takoj, ampak imate v svojem računalniku, če ste že bili na tisti domeni, nekaj shranjenega, se pravi DNS cache je shranjen, da ne rabi on vsakeč, ko vi napišete tisto domeno, vprašati, na katerem računalniku je. Tako da je treba počakati tja do 24 ur, da se stvar samodejno osveži. Je sicer možno to tudi prek administracije oziroma prek PowerShella vsiliti, ampak toliko v podrobnosti ne bomo šli. Skratka, imenski strežniki morajo biti enaki kot za domeno, ki že deluje, in potem gremo v cPanel in gremo v add-on domene. Se pravi, najdete add-on domene in tukaj potem vpišem moje ime domene, se pravi brez trika dvojni v, samo domeno samo. Tole tehnično lahko ignorirate, to bo stran oziroma ta domena bo aktivna tudi prek vaše glavne domene. V mojem primeru recimo je to domenlo.com, se pravi, bo ta ista domena, to pač je neka logika cPanela, bo dostopna tudi prek vitamini.domenlo.com. To je pač samo testno, če stvar ne dela, da lahko še prek ene druge metode dostopate do tega. In pa potem root direktorij, se pravi, on bo v vaše gostovanje naredil novo mapo, ki si jo lahko tukaj, se pravi, on bo vedno root in pa potem domena.karkoli, lahko pač spremenite v karkoli drugega. Če bi želeli, lahko recimo dodelite še FTP račun,
Se pravi, to je način, kako direktno kopirate gor ali dol oziroma spreminjate datoteke na strežniku. To bom pokazal v enem ločenem videu, ampak če samo vi dostopate do tega, to lahko ignorirate, da imate manj uporabniških imen, ki lahko dostopajo do vaše strani. In preverim, da je ime datoteke oziroma ime domene pravilno in pa kliknem dodaj domeno. Zdaj, to samo dodajanje bo trajalo nekaj sekund več, kakor če bi samo osvežili stran, zato ker on more vse te nastavitve v bistvu si shraniti v samo gostovanje, mora preveriti, če imenski strežniki delajo, če ta domena že obstaja v gostovanju in tako naprej. Skratka, zdaj je bila moja add-on domena uspešno kreirana in če bi zdaj vpisal recimo ime domene noter, lahko že vidimo, da mi začne težiti, da certifikata še ni aktivnega. To bomo tudi v ločenem videu naredili, ampak da stvar deluje. Zdaj pa še ena stvar, je pa poddomena. Se pravi, tukaj imamo tudi že lepo v slovenščini napisano, naprimer blog.primer.com. Skratka, katerakoli poddomena se obnaša čisto ločeno, se pravi, lahko imate gor še en WordPress, lahko imate gor Magento, lahko imate gor Joomla, karkoli tretjega, lahko imate gor nek backup filov. Se pravi, obnaša se popolnoma ločeno. In katerokoli od teh domen, ki jih imate noter v svojem gostovanju, lahko uporabite, da naredite neomejeno poddomen. Se pravi, v mojem primeru bi bila to naprimer test.domenlo.com in tudi tukaj bo naredil enako, se pravi root, poševnica test.domenlo.com, enako kakor bi bilo to za add-on domeno. In v trenutku, ko to želim narediti, kliknem na ustvari, ta stvar bi morala malenkost hitreje biti kakor add-on domena, zaradi tega, ker je vsak zapis od te domene že noter v samem gostovanju in to je to. Se pravi, test.domenlo.com je bila kreirana in zdaj lahko v naslednjih korakih dodam certifikat, se pravi, da imamo SSL enkripcijo in pa dodam noter WordPress ali karkoli tretjega. Mimogrede, tudi e-maile, ki si jih boste delali, si lahko delate z uporabo poddomen ali pa poddomen, če se hočete res malo zafrkavati. Se pravi, jaz bi lahko zdaj imel domen@test.domenlo.com kot mail, ne samo kot glavno domeno.